Vem, da je znanstveno dokazano, da lahko spremenijo možgane, neuroplasticity, ampak še vedno ne vem, kako moji možgani zdaj to imajo za novo realnost. Veš, kaj je, Metka, zaradi tega, ker ti moraš videti celice, a ne, ti pač ves čas stare celice umirajo, nove se rojevajo. In ti v bistvu vse te nove celice, ki se rojevajo, če vlečejo one na sebe stare zapise, potem je to tvoja resničnost, odkar si jo poznala od nekdaj. Ko se pa rojevajo, po domače ti mi razložila, nove celice in si ti vmes zapise spremenila, se one znajdejo v okolju, ki je novo in potem to absorbirajo vase. In za njih je to nova resničnost. To pomeni, različno je to, odvisno od telesa do telesa, ampak v 9 do 11 mesecih, a vi veste, da imamo mi čisto novo telo. To pomeni, vse celice, vse, kar je noter, se v 11 mesecih zamenja. Pač nevroplastičnost pač res samo možgane pač razlaga, ampak jaz ti zdaj za celo telo povem. In ti vmes, ko se te nove celice te projevajo in pobirajo nove informacije, je za njih to nova resničnost, zato, ker moraš vedeti, da presle stare celice, ki nosijo največ zapisov, pač bojo pomrle. Ti v bistvu, da skozi živiš eno isto resničnost in nove vzorce, je zaradi tega, ker tudi, ko se nove celice rojevajo in so v okolju, ki ima neke energijske zapise, prepričanja, se prenese tudi na njih. To je isto, ful po domače bom povedala, da boš razumela. Imaš svečo, dobro, to ni sveča, ampak predstavljaj si, da je to sveča. To je sveča, ki gori. In to je nova sveča, ki ne gori. In v bistvu vzorci se prenašajo tako, da ko ta sveča bo počasi dogorela, in ti hočeš, da nova sveča gori, boš ti plamen. Razumeš, to so vzorci. Ti boš plamen prenesla na novo svečo, ne rabiš vžigalnika, je res. Ampak bo stara sveča s svojim plamenom prižgala novo svečo in ta bo dogorela, umrla, nima več plamena. Nova sveča pa zdaj gori z energijo stare sveče. Okay? To, da v bistvu možgani verjamejo, da res verjamejo o novo resničnost in da res ful spustijo staro identiteto sebe, je zaradi tega, ker tukaj pa vzameš novo svečo in nov vžigalnik. In ni starih zapisov, ni prepričan, kaj je bila prej una sveča, ki je dogorela, koliko časa je gorela. Na tak način to teče. Čist po domače sem razložila. Zato je to tako. Zato ti imaš res lahko nova prepričanja. Jaz tudi, ko sebe gledam, a se jaz spomnim, lahko spomnim stare Kristi, kakšna je bila. Jesus Christ, res ni bila fajn. Definitivno ni bila light worker. A veš? Jaz sem bila en obupen človek, iskreno povem. Jaz se lahko spomnim tega, ampak jaz ne moram pa ustvariti tega v nobenem delu svoje psihe. V nobenem delu svoje energije jaz ne moram tega pa ustvariti. Vem, da sem nekoč to videvala, ampak meni je isto, kakor bi videvala tujega človeka, o katerem mi je nekdo nekaj povedal. Moji možgani stik z mojo staro identiteto imajo 0. 0. A veš, kaj hoče reči? To je isto, kakor da bi opazvala nekaj zunanjega. Ampak, Jezus Kristus, to je bilo moje življenje. Kako je to možno, a veš? Ampak je. Zaradi tega. In te energijske zapisi, a veš, grejo torej celice, DNK-ji, znotraj tega imaš pa ti še svetlobni DNK, ki je pa tvoja dušna esenca, kjer se ti spomniš, kdo si ti, razumeš, kot duša, kaj je tvoje poslanstvo in tako naprej. Ampak dostikrat ta svetlobni DNK je zelo zamazan, a veš, zelo zamazan zaradi tega, ker je to pač krame čez. Zato se to lahko zgodi, absolutno. In v bistvu vsi tečaji pri nas, ki jih delamo pa tako naprej, ustvarjajo te nove celice in nove zapise. To jaz mislim, da bi vsak človek mogel iti na nek tečaj duhovni. Mislim, fajn je, da prideš k meni, ker imam res veliko znanja. Malo sem se pohecala, ampak zaradi tega je to tako. Upam, da sem zdaj dosti razložila, da je tako pač nekako logično. A ne?